Dobrodošla, torej. Pa čestitke za film, za ta uvid v sodobnost in pa tudi preteklost, a ne, Sahravicev. Mogoče čisto za začetek, film začneš, pa v bistvu zaokrožiš tudi s prihodom fotografov Arneja in Katje v to mesto. A je to bil, se pravi, a je začetek filma njun projekt ali kako ste odšli, zakaj ste odšli tja in kako se je začel film? Najlepša hvala. A to dela? Pa ne dela? Dela. Dela. Mislim, tako me bolje slišite. Ne, samo da preverimo te osnovne tehnične stvari, ker nismo prej imeli tonske vaje, kako bi se temu reklo. Najlepša hvala še enkrat vsakomur in vsem skupaj, ki ste se udeležili današnjega dogodka. Globok priklon seveda tudi ekipi Festivala migrantskega filma. Hvala. Ekipi Festivala migrantskega filma, da v teh okoliščinah pač še vedno izvajate festival in da ste pač tudi naš film izbrali z otvoritvenega, to nam je v veliko čast, zelo smo se trudili, tukaj so z nami še Katja Bidovec, sodelujoča pri filmu, Franci Kokal, producent, Tina Glavič-Novak, producentka in pa Luka Miklošič, asistent režije. Zdaj pa, da gremo mi končno na odgovor, ne. Kaj se je pravzaprav prepletalo? Mi smo šli dol delati knjigo v bistvu, ne. Jaz sem prijavil film, popolnoma iskreno, oziroma prijavili smo film na Slovenski filmski center in smo to tudi naredili, ampak če ste opazili, gre za neke vrste video knjigo, ne. Tam dol smo mi opravili 22 poglobljenih intervjujev, Katja in Arne sta naredila 22 portretov ljudi, s katerimi smo se pogovarjali, v filmu nastopa njih 7. Tako da v bistvu smo šli tja dol narediti eno zadevo na način, da pravzaprav velja enako za dokumentarni film in za knjigo, za katero si še vedno prizadevamo, namreč, da ne pridejo neki Evropejci dol, posnamejo stvari, dokumentirajo stvari na kakršenkoli način, ne, in potem, da mi prezentiramo njihovo zgodbo, ne. Mi smo šli tja dol z namenom, da pač ti ljudje skozi svoja neka intimna pričevanja pravzaprav povedo, kaj se je njim zgodilo oziroma kakšno vlogo so oni imeli v tej polpretekli zgodovini sahravijskega ljudstva, ne. Tako da Arne in Katja tukaj nastopata kot, če govorim iz režiserskega vidika, kot rdeča nit. Ona dva prideta dol, delata pač te fotoportrete, kakor ste tudi videli, in potem na nek način te fotografije recimo oživijo in začnejo pripovedovati, ne. To smo naredili na ta način, da smo imeli človeka, ki nam je prevajal, ki je meni, ko sem opravljal te intervjuje, prevajal sproti, ne. On je bil za kamero, ki je direktno snemala njih, ne. On je bil tako z očmi 2 centimetra dvignjen nad objektiv kamere, kar pomeni, da so od njega ti ljudje gledali, ampak v samem filmu izpada pa kot da gledajo gledalko oziroma gledalca, ne. Torej nagovarjajo konkretno vsakogar, ki ta film gleda, in na ta način smo šli še ta korak dlje, da se ta njihova čustva, da ta njihova čustva pridejo še bolj do samega izraza, ko ljudje pravzaprav zelo čustvene stvari govorijo pravzaprav nam, vam in tako naprej, no. Film se začne po filmsko, da vidva prideta, postavita sceno, luč in se začne. Verjetno ni bilo tako, ne, verjetno ste en čas bili tam, pa se pogovarjali z ljudmi. Koliko časa je trajalo snemanje? Kako ste v bistvu tudi tako, ker izgledajo sproščeni, no, in v tem pogovoru? Če lahko jaz... Sam ta tudi ne bi. Veš kaj, izvoli. Ne. Ja. Mislim, medva smo se prej objela, tako da, ampak okej. No, najprej tudi z moje strani lep dobro večer vsem. Nažalost, Katja ne more sedeti z nami tukaj, ker smo samo 3 dovoljeni na odru, drugače ima tudi ona kakšne stvari za povedati, mogoče jih tudi bo, tako da no, kako se je začelo, mislim, ne dosti drugače kot je v filmu.
Mislim, res pa je, da preden smo začeli, izgubljali kar veliko časa. Mi smo bili tam 2krat po 14 dni ali pa še celo malo več. Mogoče bi tle tudi to izpostavil, da je tudi to bila mogoče razlika od nekih delegacij, ki tja pridejo, mi smo z njimi živeli, njihovo življenje v njihovih domovih in res potem občutiš, kako je to trdo življenje, ne da se pripelješ z enega hotela s klimatiziranim džipom, tako kot delajo vse delegacije, ki pridejo tja, in se z njimi potem malo pogovarja, potem pa nazaj v hotel na večerjo. Mi smo dejansko živeli z njimi in to v 2 različnih obdobjih, enkrat je bilo zelo mraz, enkrat je bilo zelo vroče, enkrat je pihal, skratka cel kup nekih, in da smo res začutili, kako je to. Ampak, kot sem pa rekel, preden smo pa začeli snemati, jasno se vse stvari se tam ne vrtijo hitro, tam se življenje vrti drugačnim ritmom kot pri nas. Tako smo v bistvu kar nekaj dni na začetku pravzaprav nič delali. Zgubljali živce. Nismo ležali v poslah, ker jih nismo imeli, ker smo ležali na tleh, ampak v glavno zgubljali živce, potem smo pa le nekako prišli do tega, da smo se nekako tako zorganizirali, da so se snemanja, fotografiranja začela. Snemalo se je pa, pravzaprav ta filmski del se je snemal pa praktično ves čas. Ampak nič drugače kot je na filmu. Midva sva bila povabljena k temu projektu, mogoče zaradi najnega projekta Izginjajoče kulture, ker je zelo podoben, namreč po svetu nosva ta prenosni studio, da lahko dobiva to res izjemno visoko tehnično kvaliteto, zdaj za druge ne bomo govorili, ampak tehnična je res izjemna, in potem je nekako prišla ideja, da bi lahko na ta način poslikali tudi Sahravice in naredili to knjigo, ki je še vedno v nastajanju. Jaz upam, računam, verjamem, da bo. Imam ene dobre novice povzeti v zvezi s tem, ampak ne morem to. Tako da to je bilo to, tako smo delali. Na začetku je bilo, če lahko sam, a se spomniš, ker mi smo res prišli tja za 2 tedna in potem dopovedati ljudem, ki živijo v kletki mrtvega časa, to ni zdaj obsojanje, ampak glej, mi moramo se organizirati, mi moramo vedeti, kam postaviti ta studio, mi moramo bla, 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 ljudje morajo priti, drugo, tretje, in pa se ne zgodi nič, in pa se spet ne zgodi nič, in se ne zgodi nič. Jaz sem bil pa že prej v teh taboriščih, leta 2009, in mi je bilo popolnoma jasno, kam grejo te stvari. In pol mi je Hamdi na neki točki rekel, Erik, malo se skuliri, vi Evropejci ste preveč napeti in vi imate ure, mi imamo pa čas. In tle me je dobil, ampak pol smo mu razložili deadline in stvar je bila izvedena. Dejansko res tako, kot je tudi v filmu, je resnično tako potekalo. Ko je enkrat stvar zalaufala, je bilo sodelovanje z vseh strani več kot dobro, skoraj da popolno. Mogoče tle sam dodam, nismo samo tukaj fotografirali, nismo postavili studia tudi tukaj, ampak še na 2 drugih lokacijah in mogoče bi prosil kar Erika, da eno bolj opiše natančno. Pri predsedniku? Tako. Ne vem, ok, glej, imajo svojega predsednika, ker Zahodna Sahara, pravzaprav polno ime je Demokratična republika Zahodna Sahara, Rašt, in imajo novega predsednika, relativno nov, Brahim Gali, to je vojaško vojno lice, ta se pa drži vsega. Mi smo ne po naši krivdi zamujali v njegovo pisarno, sprejemno pisarno, nekih 45 minut, že to ga je totalno razjezilo, jaz sem ga čakal na hodniku pred to njegovo pisarno, medtem ko so Katja in Arne in ostali uničevali njegovo sprejemno pisarno. Najprej so umaknili vse sahravijske zastave, potem so umaknili vse stole, vse enosede, one kavne mizice, vse. Ko je on skratka prišel v to svojo pisarno, je tam stal njun studio. In on je iz nekega trenutka osebne zamere, besa nad našim očitnim nespoštovanjem njega kot pač nekega predsednika, prešel v neko fazo nejevere, ker ni mogel verjeti, kaj smo mu še naredili v njegovi tej pisarni. Tako da to je pravzaprav edini človek, ki se na vajinih fotoportretih smeji, ker pravzaprav se ni mogel zresniti. Ker absolutno ni mogel verjeti, kaj smo naredili, ampak je pa rekel, glej, imaš še 10 minut za ta intervju, ampak potem smo dobili 1 uro tudi z njim, ker mu je bilo jasno,
smo tle neki drugi ljudje prišli z nekimi iskrenimi nameni in z nekim človeškim pristopom, ki se je izkazal tekom intervjuja, ne pa prej z zamujanjem in rušenjem protokolarne pisarne. Pa vendarle so gostoljubni že pregovorno, ne? To absolutno, to pa absolutno. A pa ta poglavja, kako struktura filma, si imel že vnaprej določena, se je potem čez njihove pripovedi izkazali, da lahko narediš take v bistvu na nek način kronološke sklope, potem pa še zgodbo v sedanjost? V bistvu, ja, smatral sem, da je pomembno razdeliti celo to pripoved njihovo, torej ta skupna njihova pripoved, ne, na več sklopov, da to so ta poglavja, to je še ena od teh stvari, ki pač potrjujejo to, kar sem prej rekel, ne, da smo pravzaprav naredili video knjigo, ne. Poglavja so bila na nek način nujna zaradi tega, ker to je televizijski dokumentarni film. To je namenjeno čim bolj splošni javnosti, ne. Poleg torej festivalov in tako naprej, glede na to, da je RTV koproducent, se bo predvajal tudi tam, enkrat se je že. Splošna javnost pa pač ne po svoji lastni krivdi, ampak pač ne pozna teh razmer tam dol. Ne ve veliko o Zahodni Sahari, o Sahravicih in tako dalje, tako da bi to zgodbo, ki vendarle ni tako zelo enostavna, ne, češ kolonializem, pa pol vojna, pa pol Združeni narodi, torej United Nothing, ne, da bi se to čim bolje približalo ljudem, sem smatral, da je treba stvari nekako ločiti in jih na nek čim bolj enostaven način približati ljudem, brez da bi seveda tukaj izgubljali na neki sporočilni vrednosti tega, kar imajo ti ljudje zapovedati, dokaj njihova polpretekla zgodovina, ne. Pa za oba mogoče vprašanje. Tukaj se je meni zdelo, da ko gledam iz tega filma, se mi je zdelo, da je njihov narodno-osvobodilni boj tako sestavljen iz oborožene borbe, iz kulture, ful močno, pa potem iz natalitete. Pa me zanima, a je res tako prisotna kultura na vsakem koraku, kot je v tem filmu? Drugo, kar me pa zanima od obeh vaju zvedeti, je pa, a vidva verjamete v to, da s kulturo lahko spreminjamo svet enak kot z orožjem, recimo? Bom jaz začel, pa bo potem Erik nadaljeval. Mogoče ena najbolj zanimivih ali pa najbolj globokih izkušenj, pravzaprav mojih osebnih, tudi Katja zagotovo isto, je popolnoma drugačna slika, kot mi pričakujemo, ali kot neki stereotip beguncev, ki si nič drugega, kot želijo priti k nam, nam vzeti službe in posiliti naša dekleta, ne, to je tak klasičen slovenski stereotip. Obratno, oni nočijo priti k nam, oni imajo možnost, lahko dobijo celo paso, mislim, tudi dobijo pasoše, alžirske sicer, lahko potujejo, malo bolj komplicirano, ampak lahko, se pravi, bi lahko odšli od tam. Oni od tam nočejo odideti zato, ker se hočejo vrniti sebi domov. In to je bistvena razlika, da bi, mislim, tudi kot sporočilo tega je, jaz bi si želel, da bi bilo, da če bomo začeli urejati razmere pri njih, bo problem migracij bistveno zmanjšan, ne, dokler pa kolonialne sile, v katero spada tudi Maroko, izkorišča njihovo zemljo. Ne, tam moramo vedeti, Maroko je naredil 2700 km zidu, ki ga je zaminiral približno z 10 milijoni protipehotnih min, zato da Sahravici ne morejo prestopati na druga območja. Uničili so kompletno celo nomadsko kulturo s tem in tako naprej. Zid jih stane 4 milijone na dan, kar pomeni, da z fosfati, ki jih kradajo s Sahravicami in pa z ribolovnimi pogodbami, ki jih goljufivo dajejo Francozom, Špancem in Evropejcem, da lahko lovijo v njihovem morju, zato da so v Evropskem parlamentu tiho, takrat, kadar pride do glasovanja ali o priznavanju ali o neodvisnosti in tako naprej. To so realnosti in realnost je, da njim je treba omogočiti, da pridejo na svoje domove nazaj, a ne? In ne bomo imeli nobenih, mislim, mi težav z njihovimi problemi. Oni jih bojo sami rešili. No in ja, mogoče bo pa Erik rekel ne o kulturi, kaj več pa o tem. Dejansko je
še to lahko povem, mislim, da mi je največja pismenost, sploh v celi Afriki, v teh taboriščih, ne pa so taborišča, ženske zasedajo, mislim, tam okrog 30 do 40% vseh pomembnih položajev, to ste videli mogoče tudi iz filma. Tukaj ni nek klasičen, spet ponovno islamski stereotip ženske, ki mora biti zaklenjena doma s feređo, moški pa pač pijajo čaj, ne. Ravno obratno, ženske imajo zelo, zelo pomembno vlogo. Skratka, čist drugačna percepcija in to je mene pravzaprav presenetilo. Jaz moram reči, nisem kaj veliko vedel pred tem, ko smo šli tja. Verjamem, da tudi velika večina, ne, tisti, ki se posebej s tem ne ukvarjajo, ne vejo dosti o tem. In za mene je bilo to pravzaprav neke vrste prav razodetje. No. Kar se še z moje strani tiče, vsekakor ni nobeno naključje, da smo začeli film, oziroma da je naš prvi pripovedovalec v filmu Ali Bashir, torej ta pesnik, ki ste ga videli, ne, ki tudi zelo pojasnjuje in razlaga pomen njihove poezije, uporniške poezije. Nam je v daljšem intervjuju, ne, ki ga imamo pretipkanga v angleščino, do potankosti razložil, mi Sahrajevici kot nomadsko ljudstvo smo imeli vedno svojo poezijo. Ne. To je poezija, ki temelji na bodisi, ki ima neko to tradicijo izmenjave novic, pravzaprav in tako dalje in tako dalje. Ko se je začel protikolonialni boj proti španski kolonialni nadvladi in kasneje borba proti mavritanskim in maroškim okupacijskim silam, je poezija temu sledila ali pa je naredila celo prve korake. Ne. Ena od najbolj nezakonitih stvari še za časa španske kolonialne nadvlade je bilo posedovanje kaset z njihovo poezijo, ne, ki so se kopirale in delile v vsa domačinstva in tako naprej. Vem, da ste videli to v filmu, pa da zdaj to ne ponavljam preveč. Ne. Oni se zavedajo tega, da je pač kultura del boja. Ne. Oni se tukaj pravzaprav tudi sklicujejo na druga podobna revolucionarna vrenja, gibanja in tako naprej, tudi na našo izkušnjo jugoslovanskih partizanov. Ne. To je njim zelo dobro poznana stvar. Ne. Kar se same kulture tiče, bi rad sem zaključil s tem, bom povedal, kaj sem povedal pred parimi dnevi. V četrtek smo imeli otvoritev nove sezone 65. Slovenskega mladinskega gledališča, pa bom povedal, kaj sem tam povedal, pa to aplicirajte na Sahravice. Ne. Tam je bilo namreč veliko govora, preden sem jaz prišel do besede, o tem, da je kultura zdaj v Sloveniji na psu, ne, da je soočena na nek način s kataklizmo in tako naprej. V redu, težki so časi, ampak mi moramo vedeti tukaj eno stvar. Zgodovina kulture je zgodovina boja, je zgodovina upora. To je vse, kar mi imamo zapisano v svoje gene. To je to, kar mi pač imamo, nasledniki tega, mi tudi smo na nek način. Ne. In potem, če smo soočeni z nekimi težkimi situacijami, moramo razmišljati samo, kako bomo kulturo aplicirali v to, v nek upor, v nek boj, že sam boj za ohranitev te kulture oziroma samo dostojanstvo te kulture. In to je nekaj, kar pravzaprav, ne, ta film tudi govori o tem. Ne. Je sicer neko drugo ljudstvo, z nekimi popolnoma drugačnimi problemi od naših, ampak neka sporočilna vrednost, ne, tega, kar Sahravici govorijo, ne, je pravzaprav lahko nekaj, kar tudi nam ne bi smelo biti težko razumeti. Ne. V tem filmu je veliko nekih sporočil. Ne. Če samo to omenim, da je to edino ljudstvo v celi tej regiji, ki se za dosego svojih ciljev, političnih ciljev, ne, bori na miroljuben način. Ne. In je absolutno neverjetno, da prav zaradi tega, ker ne razstreljujejo, ne vem, turistične objekte po Maroku in tako dalje, ker nimajo gverile, ker nimajo terorizma, zaradi tega so izrinjeni iz vseh medijev. To, da njih svet ne pozna, je pravzaprav izhaja iz tega, da je njihov boj miroljuben. In to je za nekoga kot jaz, pa verjamem, da tudi zate, ko se potikava po kriznih žariščih in tako dalje, to je zelo slabo sporočilo za človeštvo kot takšno. No. Tako da ta film pravzaprav ima veliko več nekih sporočil, oziroma oni za nas, ne, kot pa samo to, kar povejo na površju. Če se vas je dotaknil, bi vas nagovoril, da ga še enkrat pogledate, pa razmišljate zraven o tem. Ne? In boste razumeli, da gre za neka širša sporočila. Ne? Od kulture do česarkoli, humanizma pravzaprav. Ne? Bi mogoče kdo iz publike kaj vprašal ali pa rekel?
prosim. Okrog kulture bi se obrnila, da a veste, ta kultura je, jaz sem v mnogih državah in kriznih žariščih potovala od Afganistana, Kurdistana, Kaukaza in vedno znova sem bila presenečena, kako je ta kultura prisotna, ki se kaže od plesa, pesmi, poezije do občutka za lepo. Eno mojih najbolj pomembnih vtisov, ko sem bila v iraškem Kurdistanu v času teh ISIS-a, čisto blizu Mosula, je bilo, kolikokrat so ljudje uporabljali besedo lepo ali pa lepo. So me peljali, so rekli, pridite pogledati neki izvor, boste videli, kako je to lepo. Skratka, ta beseda lepo je bila tako pogosto prisotna, da jaz verjetno nisem mogla v našem normalnem življenju ne uporabljamo tolikokrat te besede. No in ta kultura ima en izredno velik pomen za, ne vem, borbo, za nacionalno zavest, za ohranjanje dostojanstva. In oprostite, da sem zdaj mogoče malo zašla, ampak se mi zdi zanimivo, da to ni samo stvar Cahabrisov, ampak je tudi stvar drugih narodov. Najbolj me je pa presenetilo v nekdanji Sovjetski zvezi na Kaukazu, v Čečeni, Inguši, torej ne med Rusi, kako prisotna je bila in njihova nacionalna kultura in ruska kultura. Tam učiteljice deklamirajo, recitirajo pesmi Puškina, Lermontova. Smo imeli nek seminar in ko smo sem vprašala, kako ste se počutili, potem dajo take izjave, kot Nataša na prvem plesu, kaukaške učiteljice, Čečenke zavite. In hočem reči, kultura je povsod, ne samo pri nas, in se mi zdi zelo pomembno, da jo ohranimo pri nas. Absolutno, najlepša vam hvala za to. To je nekaj, kar absolutno drži in to velikokrat morda jemljemo za tako samoumevno, da niti ne pomislimo na to. Ta narodno-osvobodilni boj pri nas, kar se zdi že skoraj kot kliše govoriti o tem, pa bom zelo kratek, ampak mi ga še vedno imamo. Mi imamo še vedno vse te pesmi in tako naprej, še vedno vse to poznamo. Pa je minilo toliko in toliko let, toliko in toliko generacij šlo mimo, toliko in toliko političnih sistemov se zamenjalo, druge realnosti prišle, ampak neke stvari ostanejo. Tam pa jih živijo vsakodnevno. To drži. Jaz sem tudi se potekal na območjih, ki ste jih vi omenili, in drži, to absolutno drži. Kultura je tisto, kar ljudem ponavadi resnično ne morejo vzeti. Lahko vzamejo vse, ampak tega pa ne. To je to, kar je tudi Arne prej izpostavil, ker rekel je, da je v teh taboriščih. Ne, pa pazite, to so taborišča sredi Sahare, tam nimaš kam iti, tam nič ni, ampak je pa najvišja pismenost v Afriki. Obstajajo razlogi za to. Oni svoje otroke učijo in vzgajajo v temu, kdo oni pravzaprav so. Brez nacionalizmov, brez teh izmov, ki pravzaprav so negativna konotacija, lahko zelo hitro, ampak gre se za ohranjanje tistega, kar je njihova narodna bit. Tudi če so settled wanderers, torej pač nekako ujetniki, v bistvu pa nomadi. To sva prej že malo odzunaj govorila, pa Arne, ti si prele omenil, da so ženske blazno vpete v družbo in tako pa, a se vama zdi, da je to zaradi tega, ker nekako ženske so potrebne, funkcionalne v družbi za ekonomijo, ponavadi v nekih vojnih razmerah ali tako, ali je to že neka tradicija od prej? Ne, bo predolg traja. Ne, ampak se lahko. Bi Katja odgovorila?
družini in tako, da se pač neko življenje razvija, imajo te vloge, lahko rečem, zelo enakopravno razdeljene. In to je bilo meni mogoče en lep šok. Celo obratno, mogoče moški več, pri nas je Hamdi več delal doma v kuhinji kot pa žena njegova. Ja, no, to je tako, pač jaz mislim, da je to en lep primer, da ne smemo stvari posploševati, no. In oni so en zelo lep primer tega. Všeč mi je tudi, kako ona to nataliteto omeni brez mistike rojstva. Ne, pač nadaljevati moramo, rabimo otroke. In to je tudi ena funkcija ženske, mi je dobro to. Tam je ena gospa, prosim. Ja, jaz sem Violeta. Ja, že. Najprej vam hvala za ta film, predvsem zato, ker sem videla svoje dobre prijatelje Hamdija, Fatu in ostale, kajti jaz sem lani preživela tudi v teh taboriščih skoraj 2 tedna in delim to izkušnjo z vami, da človek tja ne more biti pripravljen, niti ne veš, kaj te čaka, predvsem pa živeti sredi Sahare v tej puščavi ni tako enostavno. Misliš, da greš na toplo, po noči pa je hud minus, čez dan je 40, veter piha, tako razmere so zelo krute. In jaz sem prišla domov zelo bolna. Tako da je kar hard tam. Tudi mi smo si zboleli. Vsi smo zboleli, no zdaj mi je malo lažje. Drugač pa predstavljati si, kako so ti ljudje tavali po tej puščavi, brez česarkoli, ni čudno, da so jim otroci zboleli in pomrli, je strašno, ne? In moč žensk, teh žensk, ki so delale ta taborišča, je neverjetna in kultura in prosveta, so rekli partizani, naša bo sveta. In oni dejansko se opirajo na kulturo, na prosveto in emancipacija žensk in spoštovanje žensk tam je fascinantno. Pa sem še to bi vam rada rekla, jaz o Zahodni Sahari nisem vedela ničesar. Dokler nismo enkrat v parlamentu obravnavali trgovskega sporazuma z Marokom. Takrat smo mi edini bili proti, pa sem se pozanimala zakaj, pa so povedali, ker Maroko izkorišča njihove ribe, pa rudo, pa to. Potem je prišla gospa Fatu, predstavnica saharavijskih žensk, pa tudi ni bilo nobenega zanimanja. Ampak tako, ker sem se sam jaz zanimala, nekako so me povabili na kongres žensk. To je zame nepozabna izkušnja, vse ti njihovo vojskovanje. Oni imajo tudi muzej, verjetno ste ga obiskali, kjer je vse streljeno in zaplenjeno orožje. In sem rekla, pa s čim ste se vi borili? Kdo vas je oboroževal? So rekli, lej, NATO, ameriška vojska, Angleži, skratka vse, kar so zaplenili, je bilo z one strani in nažalost vlastni NATO večinoma, ne? Tako da se treba vprašati, kam mi dajemo denar in del kakšnih alijans smo. Tako da, ja, ti ljudje so res fascinantni, zaslužijo si svojo državo, pa mi se sploh ne zavedamo, ne? Oni vejo od nas več, kot mi o njih. Oni točno vejo, to so naši poslanci, kaj kdo zastopa v Evropskem parlamentu, imajo svojo televizijo, vsi govorijo po 2-3 jezike tuje, šolajo se v državah, ki so jih priznale, tudi Jugoslavija jih je priznala leta 1984. Slovenija pa pura neko imperialistično politiko, prikimava močnim, čeprav je to ljudstvo nekako varnostni ventil za Evropo. Če oni padejo, bo Evropa imela hude probleme. Tako da njim pomagati pomeni pomagati sebi. Tako da hvala. Hvala vam, da ste mi ta, pa da ste to dokumentirali. Hvala. Če lahko se sam navežem eno stvar, na marsikaj bi se lahko, ne, pritrjujem vsemu. Če bi kdorkoli izmed vas izrazil ali izrazila interes, da bi šel dol, ne, naj se kar obrne na nas. Bomo to uredili, to sploh ni noben problem, ker to na nek način je neka izkušnja, ne. Taka zelo dobra, ne. Pa ne samo to, tudi mi smo recimo poskušali malo pomagati, se je zelo malo recimo z računalniki. Imeli so recimo grozno je bilo, imeli so delavnico, računalniško delavnico, ki jo je vodil Hamdi za 30 otrok na enem laptopu, ne. Potem smo mi pač par laptopov že davno odsluženih, itak za njih zadnji model tehnike, ne, prinesli dol k njim. Tako da, ja, ne samo to, da jih greste pogledati, jaz mislim, da nesli smo jim fotoaparate za fotokrožke in tako naprej, skratka stvari, ki jih tam ne morejo dobiti. Tako da, če boste šli, dajte še kaj v kavček stisniti,
ne bojo cariniki tako hudo gledali, verjetno, upajmo. No. Mogoče bi jaz sam še nekaj dodal in rekel, jaz sem pesimist, ne, sem že toliko star, ker si prej vprašala, če vidimo rešitev v tem. Jaz mislim, da tukaj je res se treba zamisliti, da neko ljudstvo, ki se bori z neagresivnostjo, z neterorizmom, praktično nihče za njega ne ve, ker je res zelo slab znak za našo prihodnost. Ne. Točno to, ne, ti intervjuji, ki smo jih mi opravljali z ljudmi, ne, jaz sem ljudi tako spraševal, Hamdija sem to vprašal, se mi zdi, ne, imel je na tej točki 3, ne, zdaj ima 4, ne, ampak takrat je imel 3 majhne otroke, majhne, res majhne, ne, in sem ga vprašal, na kateri točki boš ti razložil svojim otrokom, da so begunci, koliko let bojo stari, ne. Po mojem takrat, ko mi nekako se moramo kot otroci sprijazniti, da Dedek Mraz ne obstaja ali Božiček, tega Jezusa vcepijo ljudem za življenje, ampak Božiček in Dedek Mraz grete zelo hitro, ne. Ampak na tej točki, ne, te starosti oni morajo pa pogruntati pravzaprav, kaj pomeni biti doma, pa ne doma biti, ne. Na tuji zemlji živeti pa morajo spoznati, kaj je to begunec, ne. In take stvari, ne. Tako da v bistvu tukaj ti da lahko res veliko misliti in mi to knjigo, ta film, ne, in knjigo pravzaprav delamo iz 2 nekih razlogov. Prvo je to bilo že omenjeno, neka ta temeljna sporočila, ne, vsega tega, kar je bilo že prej rečeno, da ne bi zdaj ponavljal. Druga možnost je pa seveda ta, da bodo oni na eni točki vendarle šli nazaj v poskus osvoboditve svoje domovine z orožjem. Imajo že pregovor, kar je bilo z metki izgubljeno, je lahko samo z metki povrnjeno. To ne odraža njihove neke militantnosti, daleč od tega, to samo odraža njihov obup in vrhunsko kritiko mednarodne skupnosti kot takšne, ne. Tako da, če nič drugega, bosta ta film in eventualno knjiga služila kot razlaga, zakaj so morali iti nazaj v vojno, ne. Upajmo pač, da ne, čeprav na tej točki upati, se ne vem. Nismo toliko poklapani glede vsega skupaj, ne mojte zdaj misliti to, no tam dol imamo dobre prijatelje, skupnost, ki nas je sprejela in tako naprej, dajo ti vse, kar ti lahko in kot ti ne more dati nič materialnega, ti naredijo druge stvari, recimo Katjo in Arneja so poročili, no, in to je bila cela žurka in tako dalje, ne, tako da, če boste šli dol, vam zagotovo ne bo žal, ne, za kontakte se kar obrnite na nas. No, mogoče še to pa jaz neham, da smo organizirali tudi s pomočjo seveda producentov, predvsem Frank se je zelo izpostavil serijo razstav, ki je že potekala in še poteka in še bojo potekale razstave, ker je to, kot si rekel, to sem se spomnil, ko si rekel, ker je to glavno sporočilo, da ljudje dejansko s tem našim delom nekaj izvejo v njih, ne, da se pravzaprav zavemo in lahko potem tudi po svojih močeh, če lahko kaj pomoremo k izboljšanju in reševanju tega problema. Tako da spremljajte Facebook od Arneja, ne, oziroma Katije, ker tam so najave, ne, jaz nimam Facebooka. Ne. Za razstave, samo hočem biti logističen. Pa razširite te informacije med ljudmi, pogovarjamo se o tem. Da, veste kaj poni glavo, ne, to, kar je Violeta prej razlagala, ne, mi imamo eno ambasado na celi tej tako imenovani črni celini, to je pravzaprav napačna dikcija, ker sever je arabski, ne, ampak eno ambasado imamo v celi Afriki in to je ta v Kairu in verjemite mi, iz lastnih izkušenj lahko to povem, če imate problem v Etiopiji, vam bo simpatičen kolega v Kairu rekel, glej, bi naredil kaj zate Erik ali kdorkoli druga, ampak ne more, mi smo v Kairu, ti v Etiopiji, skratka nič od nič, ne. In zdaj naj bi se odprla druga ambasada v Afriki, torej slovenska, drugo veleposlaništvo in to naj bi bilo v Maroku. Od vseh držav Maroko, razumeš, ono. Tako da tudi, če pride do tega, moje informacije so tukaj, priznam, nekoliko pomanjkljive, ampak če pride do tega, mi bomo stopnjevali svoje aktivnosti ravno zaradi tega, da enostavno povemo
kaj so te gospodarske priložnosti, o katerih bo govora v tem primeru, če pride do tega in tako naprej. Ne. Ker morate vedeti sam še eno stvar tukaj, kako smo mi vsi hočeš nočeš upleteni v okupacijo 2/3 ozemlja Zahodne Sahare. Namreč v zameno za velika ribiška, evropska ribiška podjetja, korporacije, ki z ribolovnimi flotami navkljub mednarodnemu pravu izčrpavajo ribolovno bogatstvo Zahodne Sahare, navkljub vsemu drugemu plenjenju Zahodne Sahare, fosfati in druge surovine, ne, kar mednarodno pravo prepoveduje, Evropska unija še vedno podpisuje gospodarske sporazume z Marokom. Ne. V zameno za to plenjenje Evropska unija namenja Maroku tako imenovana nepovratna sredstva za razvoj. To pomeni, da so našli nek mehanizem, kako Maroku dati nek denar, ki ga Maroku ni treba pol vrniti. Ne. In ta denar je pravzaprav naš denar. To so ti davki in tako naprej. Ni ga Evropejca, pravzaprav, ki ne govorimo so krivdi. Govorim samo o tem, da pač ga ni Evropejca ali Evropejke, ki plačuje davke, da ne bi na nek način mi vsi bili upleteni v to. In to je še eden od razlogov, zakaj mi o Sahravicih in o vsem tem, kar se jim dogaja, pravzaprav ne smemo vedeti nič. Ne. To je pač to. Ne. Jaz bi se vam kar zahvalila za ta zanimiv pogovor, vam, da ste prišli, pridite še na druge projekcije Festivala migrantskega filma, pa hvala celi ekipi za film in za cel ta projekt. In hvala vam in celi ekipi. Hvala vam. Hvala. Zraven Mosula ste bili. Jaz to.